Torej, Filip, preden sploh se začnemo resno pogovarjati, ti moram žal povedati, da brki niso več v modi. Da je to že out, bi rekli, v sosednjih državah, kjer ne govorijo našega jezika. Tako da vem pa, kaj je spet moderno. Včasih je že bilo v 60-ih letih prejšnjega stoletja, zdaj pa se je spet vrnilo. In sicer, da si brez enega zoba. Ja, super. Glej, ti bom kar pokazal, kako se... A bomo se kar naredili? Ja, seveda, ne? Zdaj pa še Filip, ne? Ne. Tako. Zmagam predvsem, ne. V bistvu je to pač dobro, za ene tekmovalce je mogoče huje kot za druge, na mene mogoče ne vpliva toliko, zaradi tega, ker pač dosti, ne vem, pač sam delam, sam se probam popravljati, ampak jasno, da neki vpliv je in treba se prvo privaditi, treba je videti, je drug sistem dela, je druga zadeva, tako da nekaj časa definitivno človek rabi, da se spostavi balans, ne, koliko je pa balans, pa zadeva laufa, ne, ponavadi, ne, tako da pri nas je. Torej, vama je zlaufala. Je laufalo, je bilo čisto v redu, da ni nobenega problema, ne. In kaj se je zgodilo potem v polfinalu? Mogoče sem imel pretežke zobe, ne, zato sem na glavo padal. Zdaj, danes si imitira svetljiv zadevo, ne, bi bilo mogoče boljše, ampak zdaj po toči zvoniti je prepozno, ne. Je bila to neka ponudba, da na naslednje olimpijske igre grem s teboj? Ja, jebimo Božiča, da res, ne. Te pa daj, ne, pa da vidimo inovativni stili, ne. Ja, no, v bistvu daj, da samo malo nekaj dejansko resnega povemo. Ja, pač v bistvu skikros, veš, da je kar zahtevna disciplina in zelo mikrofinese štejejo. Ti moraš biti, če hočeš dobivati tisto hitrost, moraš biti skozi na čisti meji, tik pred padcem. Bolj, ko si blizu padcu, hitrejši si in preko določenih teh grbin pa to. In enostavno, jaz sem se mogoče malo precenil, pol je tam me gužva, malo kdo palca gor dol, se dotakneš in tako sem pol na žalost jaz lepo se šel potapljati v sneg, ne. Mislim, če mi je tako šlo ta dan, da ni bilo res normalno, jaz sem se samo čudil, ne. Zdaj, ja, po padcu sem jaz res hude bolečine, tako sem bil fejs kregan, da sem sploh šel, ne, od doktora voziti, zaradi tega, ker so to lahko prije do resnih poškodb notranjih organov, ne, in ampak dobro, jaz sem pač trmast, glej, delal sem celo življenje za to, odrekel sem se, ne vem, koliko sem treniral, nisem šel tja zato, da sem sprijaznil z enim padcem, rekel sem, grem dalje, pa da naredim kar lahko. Potem res ta mali finale sem štartal, vse se je videlo, jaz nisem mogel se pognati ven, pol sem se vozil za njimi. Zdaj pa problem je, ker je bilo tako mehko in so oni sprej, ko so se borili, so kot kombajni rili not v tla, kar je pa počasi, ne, jaz sem se pa zadaj vozil, pa sem gledal, če zdaj onega nekaj serija, pa sem si mislil, če veš kaj zdaj, če se vi to grete, meni vseeno, tega sem pač prehital, ne. In ja, tako da je bilo kar zanimivo. To je zmagovalna miselnost. To je to, ne, to je štajerska glava, ne. In taka na nek način, oziroma v obeh in dejanskem pomenu in prenesenem pomenu boleča izkušnja polfinala, kaj je naredilo to v tvoji štajerski glavi? Te je naredilo še bolj močnega in pomeni v bistvu to, da čez 4 leta prideš domov samo še z odličjem? Ja, je me naredilo bolj močnega, definitivno, ampak pač šport se moramo zavedati, da je šport, ne. Mislim, da tisti, ki so gledali predstavo, ne, našo, in ki se malo bolj spoznajo na naš šport, so videli, da sem jaz bil z lahkoto mogoče zrel tudi za kolajno, ne, ampak pol pride ena malenkost in ti vse uniči, tako da težko je, sploh v takem športu, ko je pri nas, niti včasih ne rabiš biti sam kriv
za to, da izpadeš, ne. Tako da je težko, je v bistvu še toliko težje, ti se pripravljaš, pol pa prije nekaj takega. Tako da zdaj težko je garantirati, lahko pa rečem, da bom naredil čisto vse, kar je v moji moči, da jo prenesem, ne, pa da te vidimo to žlahtno kovino, ne. Pa si lahko daš pretopiti, pa si narediš zlati zob, če bo morda takrat v modi, že? Ja, bom še tebi dal malo. Tako, no, vidiš, to je pa ta štajerska dobrosrčnost. Levje srčje zadeva, ne? Levje srčja zadeva. Kako to v bistvu, zakaj smo mi taki produkt odličnih serviserjev? Ja, res je, to je čista resnica, kar praviš. Sveto kar mrgoli, če gledaš zdaj top 10 najboljših serviserov na svetu, bo kar in par Slovencev bilo zelo tam nekaj, ne. In res so dobri, mislim, da je to naša mentaliteta, da smo delavni, kaj te jaz vem, delavni, to zdaj je tak, ne, koliko smo delavni, ampak smo nekako, ja, ne vem, sposobni delati take zadeve in škoda edino je, da je cela situacija tako nanesla z vso našo slovensko smučarijo, da so vsi ti serviserji zunaj, namesto noter pri nas, ne. No pa, da se spet vrnemo nazaj na smučarski kros oziroma olimpijske igre in finale, kjer so prve 3 mesta zasedli Francozi. In ta prva 3 mesta so imela neki grenak priokus, nekaj so probali goljufat, pa me zanima, kako ti gledaš na to stvar, ker jaz bi rekel, da recimo laiki bi si misli, da v tem športu, kjer je večina zajebantov, sicer seveda gre za resni šport in za resne športnike, ampak ste kljub vsemu malo bolj sproščeni kot ostali alpinci, človek pač oziroma laik bi pričakoval, da se te stvari pri vas ne dogajajo. Kako gledaš ti na to? Ja, prvo ta sproščenost, ko si rekel, te moram popraviti, že kar nekaj časa več ni, ne. Smo pri nas že čisto isto zategnjeni kot kakikoli drugi profi športniki, ker je enostavno konkurenca taka, borba je taka, da nimaš več tu, če boš zdaj delal nekaj na 98%, lahko pozabiš, ne. Je treba vse delati na 100%, pol pa to pač pride, ne, do tega, da folk gre preko trupl, ne, da bi dosegel neka mesta, ne, mislim, dobre uvrstitve, ne. Zdaj pa, kdo se za to odloča, ne, kaj naj, to so pač, ja, Francozi so se naredili Francoze, ne. Ja, v bistvu, mislim, glej, prvo kot prvo moramo neko stvar vedeti. Zdaj to, take diskvalifikacije, že to, da nekdo to dela, je mislim, sporno, žalostno je, ne. Jaz ne vem, zakaj bi, če smo lahko vsi fair, zakaj bi pol mogel nekdo biti taki, da bi to šel delati. Kar je pri celi zadevi žalostno, je to, ne, da če bi jaz kaj takega naredil, pa kdokoli od ostalih manjših nacij, ne, oni tam sploh ne bi imeli tistega sestanka, ne, ampak bi mene diskvalificirali tak, ne. Skratka, to je žalostno, je mogoče, da pol si pa lahko ene nacije privoščijo take zadeve, ampak karma je karma, ne, bodo že enkrat dobili po zatilju, ne. Tako. No in kak bi recimo, če bi se FIS oziroma tisti funkcionarji odločili drugače in bi prve 3 dejansko diskvalificirali, potem bi ti bil dobitnik bronaste olimpijske kolajne. Kak bi gledal na to kolajno? Po pravici povedano mi ne bi kaj dosti pomenila, zaradi tega, ker pač, glej, jaz sem toliko neki egoist in toliko hočem pač sam priti do nekih rezultatov, da mi je kolajna na račun tega, ker se enega diskvalificirali skoraj, da nekako brezpomensko. Jaz bi rad prišel prvi dol, dal roko skozi cilj, zmagal oziroma dobil kolajno, kakorkoli, in to tudi pol primerno slavil, ne. Dober dan. Dober dan, pozdrav. Pozdrav. Ja. Če bi že lahko meni to malo uredili. Ja, seveda, brez problema. Dobro, dajma. Jezus Kristus Marija, ne. To je boljše, kot da rikverc na pohore hodim, ne. Zelo dobro, ja. Nekaj nagradno igro imamo, ne, mi zdaj.
Dajte mu. Mi nekaj sprašali, ne? Gospod nagrajenec štajerskih in slovenskih src, ne? Dajte mu povedal jaz, v bistvu, ne? Čakaj, malo nekaj tiha, to zatiljo mi. Ja, kako ti gledaš v bistvu na to, da pri kakšni temperaturi v bistvu svinjska mast spremeni agregatno obliko? Funkcionalno mislim, da pride v dokaj solidno, odvisno za kaj rabiš. Čisto tekoče stanje pride pri 60, v zelo mazljivo stanje pa pride pri 15. Kako se lahko to primerja po učinkovitosti z VD40? Ne? V bistvu je definitivno bolj učinkovita. Kaj praviš ti na to? Jaz mislim, da je eko in je bio in je svinjsko in ni kaj za skrbeti. Že stari pohorski dedej, ne? In očetje so v bistvu se prisluževali te zadeve. Ne? Zaseka, takrat je že bil samo Mercator, mislim da, ne? Po zasekov Mercator pa gorno areh mazal, ne? Smučke, ne? Tako da bi se kar strinjal, ne? Na Bolfen gor, ne? Po lesenih dilah, ne? In to je letelo, ne? Ni bilo to nekih kemikalij zraven dodanih, ne? Tako da predajam besedo, ne? Torej, hvala. To je bil naš nagrajenec Vito, ki kot kaže, bo na Bolfenku odprl svojo delikateso za svinjsko mastjo in promoviral eko-bio maziva za smuči. Serviserija, ne? Serviserija, ne? Tako, ne bo meserija, ampak serviserija. Serviserija, ne? Pohorska serviserija, ne? No, Filip, pa zdaj je Vito zelo dobro rdečo nit obrnil, da imam za tebe še eno vprašanje. In sicer, tvoje osebno mnenje, misliš, da je ta čudežni šprej tem trem Francozom dejansko pomagal do vrhunskega rezultata? Odkrito povedano, zdaj toliko jim ni pomagal, da bi zdaj oni bili zaradi tega 5 sekund hitrejši, ampak 3. Ne? Nekaj malega verjetno je pomagal, zaradi tega, ker to plapotanje naših oblek je v bistvu največji upor, ki ga se vsi hočemo znebiti, zaradi tega se tudi stroga pravila, kaj se lahko uporablja, ne. Tako da jaz mislim, da bi mi mogli bolj to potestirati enkrat v zračnem tunelu, pa to, ne, da bi mi videli zadeve, ne. No, zelo dobro si rekel, kajti moja prababica pozna enega Francoza, ki pozna sosedo od bratranca, od tega, ki je bil na 3. mestu. In smo dejansko dobili, ekipa dostopa.si je dobila 3 vzorčne špreje, da jih sprobamo. Kaj praviš na to? Jaz mislim, da gremo testirati. Z nami je inženir Žabartma. Tako. Hvala za to predstavitev. Javljamo se tu iz Bolfenškega laboratorija, ne? In zdaj v bistvu bomo na kratko razložili celo rubriko, ne? Vseh teh zadev, ki pomagajo pri boljši napetosti med samim odvijanjem tekmi, ki smučarskega krosa, ne? Kjer gremo zraven. Evo. Tu imamo v bistvu kot prvo, ne, 3 izdelke. To pa je, v bistvu sem stare dedeja že vprašal, je že deda kot malemu mi je mazal smučke, ne, keramiko je mazal za to zadevo. To pa je slovenskega porekla, ne, in je kar navadna svinjska mast in zaseka, ne. Malo bomo razkrili funkcionalnost teh francoskih šprejev, ne, tako da bomo zdaj kar malo sprobali te zadeve, ne, v tunelu, v zračnem tunelu, nahajamo se pa v zračnem tunelu. Jože, daj veter! Evo, čakaj! Fajn zaliži nazaj! 42 imamo zdaj! Zdaj imamo 42! Poglej! Koliko je zdaj, čakaj da vidim, 230 je! Zaliži! 230 je, zdaj kaj zrajma! Še malo, čakaj še zonim! Bomo pa zdaj probali malo, kaj? Čakaj, zaseka, ne, zaseka, slovenska zamaši. Pohorska! Fajn zamaši, no, da bo hitro! Gre!
Da bo laufalo. Daj zdaj. Da bo zalaufalo, čakaj. 80, tu smo. Bravo, bravo. Ni čudno, so bili tako hitri kot svinja. Tako je dosežena zmaga naša. Naslednje Libriške so naše. Še ena izboljšava tukaj iz laboratorija, iznajdba v bistvu, ne, za večjo aerodinamično zadev, ne. Tako da povečamo tudi zgornji del aerodinamike, ne. Tako, zdaj bomo pa probali še doseči normo z takimi zadevami, ne, da se zaliže zadeva na stran, da nastane kot pri formuli, taka cona, ne, prostna cona, zračni žepek, ne. Ajde serviser, ajde. Da vidim, ajde, še. Mama, midva to, 1,70 smo spravila, bravo. Pjangčong je v bistvu naš, že naš. To je to, kovila je naša.